Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Z nami je Nastja Debeljak, ki prihaja iz naselja Gornje Retje v občini Velika Lašče, za katere pravijo, da so zibelka slovenske kulture. In kot zanimivost, Nastja prihaja iz največje mlečne kmetije v Velikih Laščah, ki se imenuje Pri Korenovih. Nastja, lepo pozdravljena. Živja. Naj povemo še za zanimivost, da se je tukaj rodil najslavnejši prebivalec Gornjih Retij, in sicer slavist Janez Debeljak ali Korenov Janez, ki je bil od Nastinega dedek brat. To drži? Ja, res je. Janez je bil profesor slovenščine, pisal je pa tudi kar nekaj o Ribenški dolini pa o Suhi Robi. Pa bil je tudi učitelj v ribenški šoli. No, iz Velikih Lašč pa izhaja tudi Fran Levstik, ne? Ja, res je pa tudi v sosednji vasi Iljev Kozovc, kjer je bil napisan Martin Krpan. Super. Tako da kar nekaj pomembnih rojakov iz teh koncev izhaja, Nastja. Naj povemo, da je Nastja stara 25 let in je že 2 leti zaposlena na domači kmetiji. Njen življenjski slog pa je prepleten z delom, študijem ter aktivnim sodelovanjem v lokalni skupnosti, v društvu podeželske mladine in tako naprej. Torej, Nastja, 2 leti si že zaposlena na domači kmetiji. Zakaj si se v bistvu odločila za to kariero v narekovajih na kmetiji? Odločila sem se predvsem zaradi veselja, ki ga imam do živali, do narave, ker me to delo veseli. In v bistvu, ja, zakaj pa bi mogla biti kariera samo direktor v neki firmi, a ne? Točno to, vsak ima svoje veselje in svoje talente. Ja. Lahko rečeš zdaj, da je to na nek način tvoja sanjska služba? Lahko bi rekli, da je kar približek sanjski službi, ja. Pa če malo opiševa pravzaprav vašo kmetijo, kaj je pravzaprav glavna dejavnost, koliko živali imate in te osnovne značilnosti, osebna izkaznica vaše kmetije? Na naši kmetiji je glavna dejavnost prireja mleka. Imamo okoli dobrih 35 krav molznic, potem imamo še nekaj dojili, okoli 15. Dojilje imamo v bistvu čez celo leto na paši. Zraven je pa v bistvu še mlada živina, nekaj je telic, plemenskih telic, pa biksov za pitanje. Tako da se v bistvu številka giblje nekje okoli 80 glav. In kot na vsaki kmetiji najbrž tudi kakšen kuža ali pes, mačka, kakšne kokoši in podobno. Ja, seveda, tudi to imamo, ja. Tega ne manjka. Ne. Nastja, kako običajno poteka tvoj dan? Kdaj zjutraj vstaješ? Moj dan se zjutraj v bistvu se začne najprej z skrbjo za psom, no, potem pa je moje prvo pravilo molža. Jaz sem v bistvu zadolžena za jutranje pa večerno molžo, pa za skrb za mlado živino. Dan pa v bistvu na kmetih nikoli ni isti, a ne. Tako da je vse odvisno v bistvu od sezone, a ne. Zdaj na kmetiji zaposlen, da povemo, še tvoj oče in najbrž se tudi z njim dobršen del dela seveda razdelita. Ja, res je. Delava na kmetiji skupaj z očetom. On opravi malo težja dela, jaz malo lažja dela. On bolj skrbi za strojna dela. Tako da. Zdaj, kadar je pa kakšno večje delo, ne, kot je, ne vem, spravljene silaže ali košnja, takrat se vama najbrž pridruži pa še kdo? Ja, takrat nas mora biti pa malo več. Se nam pa ob študiju se pa pridruži še brat. Imam mlajšega brata, študira v bistvu zdaj na magisteriju statistike. Tako da v bistvu, kolikor mu čas dopušča, se nam pridruži še malo pri delu. Dobro preračuna, kdaj in koliko če je statistik. Ja, res preračuna, ja. Nastja, pa si vedno bila taka zvedava deklica, da si rada pomagala na domači kmetiji, te je zanimalo recimo, kaj počne oče in tako naprej? Čisto od začetka ne. Med delo ni preveč veselilo. V bistvu to kot majhna še. Pol pa se mi zdi, da kasneje, ko sem pa malo bolj začela spoznavati to delo, so me pa počasi začele najprej ta ljubezen do krav. In pol proti koncu osnovne šole sem nekako začela razmišljati v tej smeri. Od takrat naprej pa ja,
grejo v to smer. No. Pa se mi zdi, da v bistvu pol tudi ljubezen do krav je pa v bistvu z leti sem še naraščala. No. In kaj misliš, da je bil ta ključni premik do tem, res ta pristen vsakodnevni stik z živalmi? Ja, bi rekla, da je bilo to. No. Ker v bistvu ti, ko delaš živali, ti v bistvu tudi dajo nekaj nazaj. Ne? Neko veselje, da rad delaš z njimi. No. Kaj bi rekla, kaj v bistvu je tisto glavno, kar ti daje to podeželsko okolje, kar ti dajo živali? Kaj je ta glavni občutek, ali pa če te nekdo vpraša, zakaj ti toliko pomeni življenje na kmetiji? Ne počutim se lih v redu ob nekem, predvsem utesnjeno se počutim ob neki množici ljudi, tako da tudi v mestu se nikoli nisem videla, tle pa res uživam, v bistvu, ne vem, dostikrat rada vidim, da sem sama za sabo, da sem živalmi, da sem v naravi, take stvari me veselijo. No. Si tudi gospodar svojega časa, a ne? Ja, včasih je to dobro, včasih slabo, ampak ja. Vemo, da podeželje, kmetija puščajo ogromno enih priložnosti, možnosti, ne? Tudi za igro konec koncev. Imaš kakšno posebno anekdoto, kakšno poseben spomin iz otroštva, ki se ti je zgodil pri Petiju, recimo? Ja, tega je kar dosta, ne, se naredi. Zdaj, da bi pa rekla kaj posebenega, tako, da bi kaj izstopilo, se težko spomnim. No. Ne vem, mogoče enkrat sem hotela iti na Metaceno na sušilno in so se zlomile lujtre, so bile krajše. Gor mi je nekako ratalo splezati, dol sem se pa bala in v bistvu pol mami po kakšni uri opazila, da bi bil pa že cajt, da bi prišla iz štale. In v bistvu takrat prišla pogledati in mi pomagala, da sem prišla dol. No. Ja, takih anekdot na kmetiji najbrž res veliko, ne se nam zdijo morda samoumevne, ampak za nekoga, ki pa ni recimo iz takega okolja, ja, bi pa bil tudi v preizkusu. Mogoče res, ja. Ja. Kaj bi pa rekla, katero kmečko opravilo pa terja največ truda, največ skupinskega dela in je tudi potem zadovoljstvo največje, ko je opravljeno? Ja, definitivno bi rekla, da je tu recimo spravilo krme. Takrat nas mora biti krma več. In se mi zdi, da je tisto občutek, ki je vsega konc, ki se zberemo pri malci ali pa pri večeri, odvisno kdaj smo konc. Pa sploh, če je uspešno narejeno, da vreme nič ne ponagaja, tisto mi zdi, da je kar tak lepo. Zdaj omenila si svojo veliko ljubezen do živali, predvsem tudi seveda do krav, s katerimi si vsak dan v stiku, normalno, če jih krmiš in molzeš. Kakšno vlogo imajo one v tvojem vsakdanjem življenju? So lahko na nek način tudi terapevtke? Ja, vlogo imajo kar veliko. Saj v bistvu preživim kar nekaj cajta z njimi. Si pa včasih se malo pohecam, rečem, da grem si napolniti hormone sreče k njim. Ja, so pa krave ena taka stvar, ki se mi zdi, da nisem še najdla hobija, ki bi me recimo tako notranje osrečeval, kot recimo krave, ne? Pa delo z njimi. Sploh pa telički, no. So čisto pristni še, ne, tako kot majhni otroci. Ja. No, če pa vemo nekaj še o vaši dejavnosti. Zdaj vi mleko oddajate v Ljubljanske mlekarne, prav tako v osnovno šolo in v dom za ostarele. Zdaj, o kakšnih količinah pravzaprav govorimo? Zbližno. Ja, na dan v bistvu namolzemo spet, odvisno od števila, ampak nekje dobrih 800 litrov mleka. Oddajemo ga pa še poleg mlekarn še v dom za ostarele pa v šolo. Tukaj pa spet v šoli je odvisno, so počitnice ali niso počitnice, med letom je več, poleti malo manj. Ampak ja, trenutno se gibljemo okoli dobrih 1000 litrov za dom, pa 1000 za šolo na mesec. Se pa mleko zaenkrat da prodati. Je pa treba imeti najbrž neko količino, ne? Ja, v bistvu to je vse zelo spontano prišlo, šola in dom. Nekaj ga prodamo tudi na domu, je nekaj rednih strank, ki ga hodi iskat. Je pa najbrž vedno rak rana ta odkupna cena, ne?
In se mi zdi, da je kar nekako ostane skoraj na istem nivoju že kar nekaj let. Ne? Ja, to je res. Ja, Stroški pa rastejo. Ne? ja stroški rastejo, v bistvu malo tudi cena gre gor, ampak še zmeraj ne toliko, kot se grejo stroški. Zdaj tudi iz lastnih izkušenj vem, pa tudi vse skozi, ko se pogovarjamo takole na terenu, ste kmetje podvrženi različnim kontrolam in tako najbrž tudi vi kot to, da prirejate oziroma predelujete mleko, ste podvrženi različnim kontrolam, najbrž ne samo na mesečni bazi, ampak še večkrat. Je to tudi na nek način, seveda, da je potrebno, ampak je najbrž tudi na nek način stresno oziroma kako gledate na to? Stresno jaz ne jemljem njih teh kontrol, ker v bistvu kontrole ti dajo tudi nek pogled, kakšno mleko prideluješ, in itak je v bistvu vsakmu kmetu cilj, da prideluješ v bistvu čim bolj kakovostno mleko, tako na v bistvu neki osebnosti ravni, kakor v bistvu na, ne vem, mikrobiološki ravni, da pridelaš čim kvalitetnejšo mleko. No. Ali mleko tudi predelate v kakšne izdelke za, ne vem, lastno uporabo ali širše? Ja, za lastno uporabo pridelujemo, si v bistvu naredimo kakšen jogurt, skuto, sir, poleti pa tudi kakšna mozzarella. Brez skrbi. Torej, smo na območju, živite na območju, kjer se soočate z veliko prisotnostjo srnjadi, divjadi, tudi medveda in vam povzročajo tudi škodo? Ja, res je. V bistvu na naši kmetiji se spopadamo v bistvu z največjo težavo, je lih ta škoda po divjadi, pa po medvedu. No. Največ škode nam v bistvu predstavlja prva košnja. Že tako imamo v bistvu zelo veliko populacijo jelenjadi, v spomladanskem času pa v bistvu pride še izblok, kjer je krajša vegetacijska, se kasneje začne vegetacija travne ruše in je v bistvu to enormna količina divjadi. Ne? Kako se v bistvu spopadate s tem stanjem? Proti divjadi težko kaj, ker v bistvu edini način, da bi si zares zavaroval svoj pridelek, je obora. To pa vemo pač, da ne gre. Ne? Tudi razne ograje ti pa pri divjadi ne pomaga kar dost, pa tudi če si recimo zavaruješ, ne vem, žito, koruzo, ti bo pa zraven pa detelo jedla. Ne? Tako da pri divjadi kaj dost kmet sam ne more narediti. Ne? Razen zmanjšanja števila. Ne? Torej, srne, jeleni, medvedi, volkovi, si že katerega od teh srečala tudi v živo? No, kakšno divjad najbrž, srnjad najbrž že? Ja, medveda sicer v živo še nisem videla na 4 oči, iz avta pa večkrat, ja. In najbrž je, če tudi ga vidiš takole čez steklo, eno poseben občutek, a? Ja, je. Sploh, če ga recimo vidiš zraven blizu vasi, blizu hiš, tisti da en tak mal straho spoštovanje. No, glede na to, da imate doma živino, govedo, si pa članica tudi govedarejskega društva. S kakšnimi stvarmi oziroma s kakšnimi problemi se pa tam ukvarjate oziroma o čem je bistvo delovanja vašega govedarejskega društva? V bistvu govedorejsko društvo povezuje kmete v okolici. Malo v bistvu organiziramo, v bistvu je bolj na strokovnosti, kakšno, ne vem, na kakšno predavanje strokovno, potem kakšna strokovna ekskurzija. V lanskem letu smo organizirali ob 30-letnici delovanja razstavo rjave pasme. Na tak način. No. Vi imate doma rjavo pasmo? Nekaj je rjave, pa nekaj je črno-bele pasme. Da lažje zjutraj najdeš, ne? Ja, da je bolj mešano, bolj razgibano. No, si pa tudi članica Društva podeželske mladine Velike Lašče. Zakaj se ti zdi pomembno, da ste mladi tako združeni? Torej, na eni strani si članica govedarejskega društva, članica podeželske mladine. Lahko rečeš, da ti to na nek način tudi pomaga, da nisi zaprta samo v krog recimo lastne kmetije in domačije, ampak da se na ta način tudi odpreš malo širše, a ne? Ja, res je. Podeželska mladina ti da eno tako, ko se v bistvu se družimo ljudje, isto misleči ljudje. In je zelo ena taka fajn priložnost za druženje.
Zaenkrat si tudi podpredsednica, ne? Res. Ja. Imaš kakšne posebne zadolžitve, funkcije, najbrž z neko funkcijo, kar naraščajo potem, ne? Ko je treba kaj narediti, kaj organizirati. Ja, malo pomagamo v delovanju, smo v bistvu članica upravnega odbora, v bistvu malo bolj povezujemo. Kakšen poseben dogodek, anekdota iz vseh teh let, kar si že članica, kar se dogaja, kaj bi izpostavila, kakšen, kar ti najbolj odzvanja v spominu? Kakšnega posebenega prav niti ne, ampak recimo državne kmečke igre, to se mi zdi zmeren tak lep dogodek, ko v bistvu srečaš tam še recimo iz ostalih delov Slovenije, recimo prijatelje, sošolce, pa se je fajn malo podružiti. Se je fajn podružiti, ne? Ja. Torej, glede na to, da si podpredsednica, morda te tudi kdaj v vlogi predsednice srečamo? Bomo videli, no. Zaenkrat vem, da je v bistvu kar velika odgovornost, tudi potem malo drugačne zadolžitve, tako da bomo videli, kaj bo prinesel čas. No, ko pa si ravno omenila državne kmečke igre, zdaj lani si se tudi ti udeležila teh iger in si osvojila 4. mesto med grabljicami. Nam lahko malo več poveš o tem tekmovanju? Ja, v bistvu 4. mesto je bilo čisto nepričakovano. Sploh nisem šla s tem, da bi karkoli osvojila. Grabljanje, v bistvu košnja pa grabljanje sta pri vsakih kmečkih igrah, potem so pa ostale igre pa v bistvu prilagojene, vsakič drugačne. In grebljica pograbi za koscem in mora v bistvu travo spraviti v kopico. Ocenjuje se pa potem hitrost grabljanja, čistoča grabljanja, pa kako je narejena kopica. In recimo ti prideš na vrsto, koliko kosec šele pokosi in potem ti začneš. Ja, ko kosec pokosi, pol je pa tudi malo odvisno, kako lepo ti pokosi kosec, na koliko imaš dela. In kako je tvoj kosec pokosil? Ja, zgleda, da je dobro. A je bila potem tudi bila velika, težka konkurenca med dekleti grabljicami? Ja, zgleda je bila, ne. No, je še nekaj časa, ne, za izboljšave, Ja, morda ja. pa tudi ne more človek vedno biti prvi, ne. Ja. Nastja, kakšni pa so še, poleg vsega, kar počneš in delaš na kmetiji in tudi tako sicer v teh društvih, kakšni so tvoji hobiji, veselja, kaj ti pomaga ohranjati ravnovesje med delom in prostim časom? Nekaj druženja s prijatelji, veliko časa posvetim tudi psički. S fantom se rada odprava na kakšen outlanding z strešnim šotorom. Ja, nekaj iztočnic zdajle za pogovor si dala. Omenila si najprej psičko, psičko Flojko, ne? Ena anekdota, ne, kako je pravzaprav prišlo do tega imena, če nam lahko malo opišeš. Ja, ko sva zbirala ime, v bistvu zelo nerada dajem ista imena tudi pri kravah, tako da moramo biti včasih pol že kar malo inovativni. Ja. Kako je prišlo do tega imena? V bistvu zelo spontano, pa smo rekli, da ne bo pa Flo, sem pa ugotovila, da imajo ljudje zelo težave z zapomniti, kako je ime. A Flojka je pa, čeprav je daljše, pa bolj zapomnljivo. Ja, je boljše. Omenila si imena krav tudi, a ne? Morda vsi poslušalci podcasta ne vedo, na kakšen način dobijo recimo telički imena, ne? Ampak če pa ti malo opišeš, kako, po kakšnem ključu. Vsak teliček dobi ime po v bistvu prvi črki svoje mame. In tako se potem ve, recimo, vsaj približno, po kateri liniji, po katerem rodu je. Ne? Tako je, pa približno veš, katera linija je. Ja. Tako da pa pri kakšni črki že kar malo zmanjkuje imen. Ja, pri vas je kar veliko glav živali, zdaj katere so pa tiste glavne črke, po katerih so najbolj zastopane? Bi rekla, da je to kar Z. Z, ja. Kakšna imena? Na Z? Ja, zdaj smo moramo biti že kar malo. V bistvu večina izhaja pa iz Zinke, no. Zinka je tista glavna, ki je potem vse.
Se potem razne različice iz Ja. nje naprej, ne? Ja, tako. Zdaj, omenila si, da se tudi s fantom rada odpravita na kakšno potovanje, ne, z strešnim šotorom, bližnje, daljne. Odkje ta ideja, odkje to veselje? Strešni šotor je v bistvu naredil sam. Bolj pa ideja to, da v bistvu si še bolj v bistvu v naravi, a ne. Se v bistvu odpelješ, pa tudi če je to nekje na nek lokalen hrib, zvečer si, ne vem, zakuraš malo ogenj, malo podebatiraš, ne vem, gledaš sončni zahod, zjutraj v bistvu spiš praktično na odprtem, sam si, zjutraj se pa tudi zbudiš ob ptičkih, spet ob vzhodu in se mi zdi, da to je tisto, no, ke si sam s sabo, ke si lepo, ke te sprosti, no. In praviš, ne rabiš iti daleč, ne? Lahko Ne, samo na ne. sosednji hrib. Ja, ne rabiš iti daleč, no, da najdeš ti svoj mir. Ko smo se pogovarjali pred začetkom, si dejala, da recimo lansko poletje, ne, je bilo takih večerov ali po noči kar nekaj, a ne? Da ste se odpravila nekam v bližino. Ja, res je. Pa tudi v bistvu fajn je, ke pri kmetiji zmeraj tako težko si rezervirati dopust za ful naprej. Tukaj pa vidiš, da imaš recimo par dni, ni toliko dela, in lahko skočiš na tak krajši oddih, no. Bi se na tak podoben oddih morda odpravila tudi v tujino, če bo taka priložnost? Je to tak tip potovanja, kjer bi lahko šla, najbrž da ja? Ja, je. Ja, rekla si, da je tudi tvoj fant je sam naredil šotor, se pravi tudi dosti iznajdljiv, inovativen, a ne? Ja, pa tudi v bistvu šotor je tak, da v bistvu ni lih za v kamp. Je tudi neki steklenih površin, no, tako da ga se res lahko gledaš v naravi, no. Ja, super. Čisto za konec, Nastja, bi ti zastavil še 5 vprašanj, takih 5 kratkih, na katera te prosim, da na kratko odgovoriš, dotikajo pa se tako ali drugače kmečkega življenja. In sicer tvoje najljubše kmečko pravilo? Bi rekla skrb za teličke. Moja služba je sanjska, zakaj? Oziroma zato, ker? Sem vsak dan obdana z ljubeznijo pri delu. Če in ko bi srečala v naravi medveda ali volka, koga bi se bolj prestrašila? Po mojem odvisen, koliko bi jih bilo, ampak dajmo reči, da medveda. Zaradi velikosti Ja, in hitrosti. in hitrosti. Naše mleko je najboljše, ker Skrbimo z ljubeznijo. Krave so oskrbovane z ljubeznijo, no. tvoji cilji in želje za prihodnost, tako kratkoročni, dolgoročni, kakršnikoli? Naša kmetija ima zdajle kar lahko neki možnosti, kam bi se lahko malo odprla. Ene stvari so malo odvisne od nas, ene niso. Tako bomo videli v naslednjih letih, kam nas bo pot odpeljala. Upam pa, da bomo ostali pri mlečni kmetiji, ja. Super, Nastja, najlepša hvala za ta iskren pogovor in naj se tvoje želje in cilji uresničijo. Sama tudi dvoje in kakorkoli bo življenje naneslo. Hvala, ker smo lahko prisluhnili tvoji zgodbi in si nam jo pobliže predstavila. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci podcasta Mladost na kmetiji. Se slišimo spet čez 14 dni.